iz ljubezni do resnice, najti pot, orientacijo do pravega miru. Že sam naslov prepoznamo, da bo pri tem preučevanju šlo za nekaj, kjer se moramo odločiti med resnico in zmoto. In ker ima to zvezo z orientacijo in ker je ta tema vsekakor, tako kot včerajšnja, zelo zahtevna, želim to še enkrat in sebe predati Bogu. Oče, zahvaljujemo se ti, da lahko od tebe pričakujemo ta blagoslov, za katerega te prosimo. Blagoslovi nas, ki smo tu, in vse, ki bodo te tvoje besede slišali in jih spustili v svoje srce, da bi lahko in tudi mi vsi bili pripravljeni za pravi mir. Slavimo in se ti zahvaljujemo, ker boš uslišal naše molitve. Amen. Laži, ki jim verjamemo. Naslov knjige, ki sem jo pred mnogimi leti prebral, knjigo, ki sem jo najdel v knjigarni. In to me je tako nagovorilo, laži, ki jim verjamemo. Podnaslov pa je bil popularne zmote, ki uničujejo življenje. In tako sem se mislil, to moram kupiti. In takrat še ni bil internet tako kot danes. Ravno sem prišel k veri in ko sem imel prosti čas, v Heidelbergu sem vedno nekje bil v knjigarnah ali pa antikvariatu. Rad sem tam bil, sem gledal malo okol, bil sem kot goba, ko sem prišel k veri. Karkoli sem videl, da bi mi lahko pomagalo, tega ne razumem ali pa to bi rad videl, sem takoj vse absorbiral. In izmed teh knjig je bila nekoč tudi ta knjiga ameriškega zdravnika in psihologa. Medtem je on že 4 izdaje pisal te knjige. Lahko predlagam, da si pogledate to. Torej, popularne zmote, življenjske modrosti, ki so se prenesle v naše življenje, v naš jezik. Poznamo take modrosti. Cela množica jih je. In tudi mi smo v nevarnosti, da bi take popularne zmote sprejeli, ker se označujejo kot modrosti. Pač v našem jeziku, in so bile tako implementirane v jezik. In aspekti teh modrosti sicer imajo nekaj resničnega na sebi. En izmed teh je, morda, ki jo poznamo vsi, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Nekdo, ki samo sedi okoli in nič ne stori doma in čaka, da bo dobil pomoč, ne more pričakovati, da bo dobil pomoč, ampak mora nekaj narediti, a ne? Vse je logično. Torej, pomagaj si in tako ti bo Bog pomagal. Ampak to je daleč od resnice. Kaj pa pravi Biblija dejansko? Se nam kaj sanja? A je to kje? A kje to piše? V kjerem evangeliju? In če nekateri ljudje morda rečejo kakšne stvari, ki se dobro slišijo, sem doskrat vprašal, kje pa to piše? Kje si to prebral? Rad bi odprl in prebral. In potem rečejo, ja, to so slišal in tako naprej. Ste že slišali za... Če bi jutri bilo konec sveta, bi danes posadil še drevo? Ste že slišali za to? Kdo naj bi to rekel? Luther naj bi to rekel. Zaradi pridike sem nekoč, ki sem imel to temo, drug prihod, sem iskal ta citat in so šel čez vse arhive in nisem našel niti enega originalnega dokumenta od Martina Lutherja, ampak samo citate spletne strani, ki to ponavljajo. Razumem, morda hočejo reči s tem, da ne vržemo puške v koruzo, če veš, da jutri konec in tako naprej. Vse razumemo. Nekaj je na temo, kar lahko rečemo, ja, v redu. Lahko razumemo to, ampak izjava sama pa je napačna. Napačna je. Noben človek izmed nas, če bi vedeli, da bo neurje sveta prišel sedaj in da bo kriza zdaj prišla, potem nihče ne bi več razmišljal, da bi šel prekopavati polje. Popularna zmota. Torej, kako je s tem? Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Kaj prav Biblija? Psalm 121, druga vrstica. Pomoč moja je od Gospoda, ki je naredil nebesa in zemljo. Kdo je to rekel?
David, v kakšni situaciji? Ko je bežal pred Saulom, ker ga je on hotel ubiti. Kaj je torej storil? Rekel je, moram si izmisliti načrt, kako bom iz te situacije si lahko pomagal in potem bo Bog z menoj. Ne, vedel je, da je prišla morda njegova zadnja ura in tako je bežal po hribih, po hribu, v puščavi, v Ediju. Bili so obklani s Saulom, ki je prišel, mislim, da 3000 možmi in so ga hoteli ubiti. In potem je prišla ta situacija, kjer je Saul bil utrujen, je šel počivati v votlino in to je ta situacija. Zdaj se lahko priplazi noter in ga ubije. In njegovi prijatelji so mu rekli, pomagaj si sam, zdaj imaš priložnost, ubij ga. In Bog bo še vedno s teboj. Zdaj sem svoje tako povedal, ampak ja. On pa rekel, kako bi lahko to storil? Maziljenca Gospodovega ubil. To ne gre. Sam je zaupal, da bo Bog to situacijo vzel v roke. In tudi jo je. To je popularna pomota. Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Obstaja tudi situacija, ki res ne moreš nič narediti in Bog pravi, zaupaj Gospodu in on ti bo dal to, kar tvoje srce želi. Se pravi, počakaj na Gospoda. Ne teč pred njim. Počakaj na njega. On ti bo pomagal. Torej napaka. Na to moraš gledati pozitivno. Ne glede na to, kako slaba situacija, nekaj je šlo po zlu, pridi, dej. Glej to pozitivno, no? Ja. Lahko rečem, da tukaj je veliko resničnega, ker dosti krat smo preveč negativni. So situacije, ki postanejo še slabše, zato ker smo negativni. Ampak, da moraš to pozitivno gledati in razmišljaj pozitivno, ok, do neke mere, ampak nekje moramo tudi reči, moment, odvisno. So stvari, ki jih ne moramo pozitivno gledati, ker niso pozitivne. Pika. In tukaj moramo biti pozorni. Torej, taka modrost lahko hitro mene zapelje v napačno smer. Kaj pravi Biblija? Biblija piše, gorje, ki pravijo hudemu dobro in dobremu hudo. Torej, Biblija je jasna glede tega. Kar je zlo, ne bi smel pozitivno videti. In obratno isto. Torej, kako je pa s tem? Prvo moraš sebe ljubiti, preden lahko ljubiš druge. Ste že slišali? Iskreno, a ni to narativ sploh v moderni psihologiji, da ne moreš resnično drugih ljubiti, moraš prvo sebe ljubiti. In gorje, če greš k psihiatru, ker imaš problem, ker te bo položil na kavč in bo šel, te potegnil v preteklost in iskal situacije, kjer si doživel poškodbo in jo moraš potem predelati. In kar nekje imaš problem sam s sabo in zato ne moreš ljubiti drugih. Torej, tako se naučiš ljubiti sam sebe. Greš na delavnice, potuješ v Indijo, v ašramu, ali pa delaš joga, stojiš pred ogledalom in ponavljaš sam sebi, ljubim se, karkoli, malo pretiravam, ampak sedaj se moraš naučiti ljubiti sebe, ker če se ne boš ljubil, nikoli ne boš Boga in drugih mogel ljubiti. Nisem še slišal večje neumnosti in večjega izvijanja Božjih besed. Sem se vprašal, iz kje to prihaja. In prihaja iz Matej 22, kjer je Jezus bil vprašan, kaj je največja zapoved. Hotel sem mu past postaviti. In on jim je odgovoril, rekel je, ljubi Gospoda, Boga svojega, iz vsega srca svojega in iz vse duše svoje in iz vse pameti svoje. To je prva in največja zapoved. Druga pa je tej podobna. Ljubi bližnjega svojega, kakor samega sebe. Ob teh dveh zapovedih visi vsa postava in preroki. Ok, vprašanje. Koliko zapovedi tukaj Jezus nagovarja? Koliko zapovedi? Ljubi Boga, svojega bližnjega in sebe. Kaj ne? 3 zapovedi, ne? Ali ne? Ok.
Ja ali ne? Ne. Kaj tukaj piše? Prvo in druga. V teh dveh, ob teh dveh zapovedih. Katerih dveh? Ljubi Boga, mene in sebe, mene. A smo že vse malo? Boga in drugega? Torej, kjer dve? Se pravi, Boga in drugega. Obe plošči. In to pomeni, da v tej besedi obeh to pomeni, da sebe ni zapoved. Nikjer v Bibliji ne piše, da ljubi sebe. To je človeška izmišljotina oziroma odhudiča, ki je prišlo v moderno psihologijo. V psihologijo, kar ne paše noter. Popularna zmota. Kdor ljubi Boga, ne potrebuje zapovedi. Kaj pravi Biblija? Biblija pa pravi, da je to ljubezen od Boga, da držimo njegove zapovedi. In njegove zapovedi niso težke. Kdor pravi, spoznal sem ga, a ne drži zapovedi njegovih, je, kaj? Lažnik. O katerih zapovedih on tukaj govori? O 10 zapovedih. Sprav, ljubi Boga, svojega Boga, od 1 do 4 in svojega bližnjega, zapovedi od 5 do 10. To pomeni, da če nekdo pravi, da sem kristjan, poznam Kristusa, imam odnos s Kristusom, ampak ne drži njegovih zapovedi, tako pravi Biblija, ne jaz, potem je ta oseba lažnivc. Ali pa lažnivka, da naredimo to gender pravično, se pravi spolno pravično. In to je zelo pomembno. Zato, ker tukaj udiram takoj na začetku neka vrata, ker si ne moramo privoščiti na tej temi predolgo govoriti okoli te teme, ker nam se gre za pravi mir. Ljubezen do resnice, za katero se nam sedaj gre, je ljubezen do njegovih zapovedi. Ne obstaja ni življenja v ljubezni brez ljubezni do Božjih zapovedi. Kdor to ločuje, nekaj ni razumel. Poglejmo si, kaj pravi Biblija. Ne moderna psihologija, ne psihiatrija, ne učitelj, ne kdorkoli ali avtoriteta, tudi ne guru ali kdorkoli že, ki govori o ljubezni. Ampak Biblija je naše edino vodilo in načelo. In Janez 14:15 piše, ako me ljubite, boste izpolnjevali zapovedi moje. To pomeni, da se ne morate odločiti za Kristusa in ne za njegove zapovedi. To ni mogoče. Danes tako pogosto slišimo klic, kdo želi Jezusu slediti, kdo želi spustiti Jezusa v svoje srce. In kako pogosto so te ljudje, ki kričijo, ja, tukaj, pridite naprej na oder. In kljub temu mislijo, da je Jezus ja, ampak brez zapovedi. Brez zapovedi. Tega nočem predvsem tehtati, bom pustil tukaj. Janez 14:23 pravi Jezus, če me kdo ljubi, bo izpolnjeval besedo mojo. In oče mojega bo ljubil. In k njemu pridemo in prebivališče si napravimo pri njem. Kakšna obljuba. To je na koncu življenjski moto Jezusa. Naj se zgodi tvoja volja. Zgodi se volja tvoja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Jezus ni rekel nič drugega v tej molitvi, da naj se Božja volja, tako v nebesih, kot kakor na zemlji. In tudi je merilo in grunt za odnos med Bogom in človekom. To je grunt, osnova za pravi mir. Še ena. Kdor ljubi, dela kompromise. Poslušajte, kaj je Martin Luther rekel. Mir, ko je mogoče. Ampak resnica za vsako ceno. In to je res napisal in rekel. To ni ena izmed ta zgodba kot tista z jabkom, z drevesom. To je res rekel. Kaj je Luther s tem mislil? Gremo v njegov čas. Leta 2017 je bil predstavljen kot
tisti, ki išče spor, tisti, ki dela nemir. To sem po radiju slišal oddajo po 500. obletnici in so ga predstavili kot nekega malomotenega človeka. Kaj je on mislil s tem? Mir, če je le mogoče. A obstaja situacije, kjer ni možen mir. Obstajajo situacije, kjer mir ni prva reč, ampak prvo resnica. Resnica, da ne more biti miru brez resnice. To ne deluje. To je pa teolog Abraham Kuyper. Napisal je, ko na moči pridobivajo načela, ki kršijo najgloblja prepričanja resnica, potem to kliče v boj. In tako mir postane greh. Za ceno ljubega miru moramo pred prijatelji in sovražniki jasno pokazati naša prepričanja in to s polnim ognjem naše vere. Ta izjava, torej, če iščemo mir, brez da bi ga postavili na osnovo miru, potem mir postane greh. Ta izjava danes v javnosti se lahko pripraviš, ker boš odstavljen. Živimo v času postmoderne, kjer so take izjave absolutna herezija. Ampak kaj ne rečem? Če si pogledamo Biblijo, potem vidimo, da je Jezus rekel, da bo pred njegovim drugim prihodom, da bo različna znamenja časa. Neurja, katastrofe, vojne, nasilje, lakota, nemiri, ljudstvo proti ljudstvu, prav Matej 24. Pavel govori, da bo na koncu časa, da bo seksualna perverznosti in nezvestoba bila top tema in bolezni, kuge, socialni nemiri. Vse to so znamenja, ki jih Jezus konkretno omenil. Ampak v Mateju 24, kdor živi si lahko odpre, vidimo, da vsa ta znamenja v Mateju 24 so točno 2 vrstice od 48. Mislim, da ima 48 vrstic. 2 vrstici pa omenjate vsa ta znamenja. Ampak kdor si to pogleda, potem takoj vidimo. Jaz sem si označil to z barvam in meni to takoj v oči pade. Kaže eno znamenje, ki ga 4krat omeni. In sicer na začetku poglavja, na sredini poglavja, še enkrat nekje približno ob sredini in potem na koncu poglavja. 4krat isto znamenje. In rekel je, da bodo prišli lažni preroki, ki vas bodo zapeljali. In lažni Kristusi. In potem se bo to stopnjevalo. Naslednjič bo rekel, ne samo lažni preroki, ampak mnogi lažni preroki. Se pravi, se stopnjuje. Pri naslednjem to še bolj stopnjuje. In reče, da bodo lažni preroki vodili mnoge v odpad. In potem to stopnjuje še bolj v 22, ker pravi, da bodo zapeljani celo izvoljeni na podlagi lažnih prerokovanj, če jim bodo o tem verovali. Torej, lažno proroštvo je ključ v času znamenja časa, za katere moramo biti zelo pozorni. Tudi to je zelo pomembno, ampak večina ljudi to vidijo, da se to dogaja. Vsak, ki vidi, to vidi, a ne? Vse vidimo, da se to vse dogaja, kar je Jezus rekel. In ne samo to se je zgodilo, ker te stvari se že nekaj časa dogaja, ampak rekel je, da se bo to zgodilo kot porodne bolečine in to se bo stopnjevalo. Bližje k bomo, bolj se bo stopnjevalo in močnejše. Torej kot porodniške bolečine. Torej intenzivne se, hitrejše v ciklusih. Ta znamenja v 2 verzih bodo vedno bližje, ko prihajamo prihodu, vedno več bo tega in vedno močnejše bodo. Tako popadki delujejo. Ampak lažno preroštvo, to bo neprestano omenjeno v tem poglavju. In tukaj v 11. vrstici piše, in mnogi lažnivi preroki vstanejo, ter jih veliko zapeljajo.
Ne nekaj. Včeraj smo imeli temo o večini. Večina bo zapeljana. Ne samo veliko, ampak večina. Se spominjamo besedila, da je pot široka in mnogo jih je, ki hodijo po tej poti. In to je resna reč, pred nadaljevo. Če je to res, potem to pomeni, da bo mnogo, veliko v tej sobi, ki sedaj tu sedijo. Eventualno ne bodo prišli na cilj. In sigurno ne bodo prišli na cilj, če bomo poslušali lažne proroke. Preberimo se prvo iz Ezekijela, kaj Bog pravi o lažnih prorokih. In roka moja bode zopre proroke, ki vidijo ničebornost in ki pripovedujejo laž. In nova zaveza lahko razumemo samo na podlagi stare zaveze. Če Jezus sedaj pravi, da ustanejo mnogi lažni proroki in bodo mnoge zapeljali, potem je vprašanje, kaj bodo te proroki rekli? Kaj se bojo te proroki lagali, da bi jih toliko zapeljali? Stara zaveza nam to razjasni. Kaj bodo rekli te proroki? Zato, ker zapeljujejo ljudstvo moje. Vidite? Zapeljujejo, tako kot Matej 24. Govoreč mir in ga ni miru, kjer sploh ni miru. Že stoletja prednje je Jezus stopil na zemljo, je Ezekijel prerok to opozarjal. Torej, ne ime mir osvobaja in daj mir. Ne zato, ker nekdo reče mir, je potem mir. A razumemo to? To je tako, kot ena moderna modrost. Se ni bistveno, brez veze. To je neka druga beseda za, dej mir. Mir. Čarobno. Mir. In kar naenkrat pride mir. Brez veze. Pozab. Sem že pozabil, ja. To so take čarobne besede, ki kot mir. In zdaj je mir, ker smo to rekli. Ne. Ni mir v tem, da se imenujemo kristjani. Pavel je rekel, kajti Božje kraljestvo ni sestavljeno iz besed. 1. Korinčanom 4:20. Božje kraljestvo ni v tem, da nekdo nekaj reče. Mir. Ker nekaj je mir. Mir. Ja, super. Ne. Božje kraljestvo ni v besedah, ampak, kdo lahko dokonča, v moči. Do miru mora prijeti skozi močjo, ne z besedo. To je čarovnija, hipnoza. Mir. To je čarovnija, tukaj se sicer norca dela, ampak to je magija. Hipnoza. Besede. Veliko besed. Intenzivne besede. Mehke vode. Besede. Lepe besede. Besede. Pavel nas opozarja, da nebeško kraljestvo ni v besedah, ampak v moči. Torej, tukaj mora delovati moč, ki bo postala mir. Kako se nadaljuje? Ezekijel 13:16. Izraelovi preroki. Prenešeno Novi testament je Izrael v razodetju, duhovni Izrael, torej vsi verni, ki se postavijo pod Jezusa. Duhovni Izrael je tukaj, takrat je bil dejanski Izrael, ampak razumem, v razodetju pa se to spremeni, dokler Jezusa Kristusa ne več ta, ki je Jud, ki je na zunaj obrezan na kožici, ampak tisti je Jud, ki je obrezan na srcu. Torej, duhovni Izrael so vsi pravi verniki. Ni bistveno, iz kere religije, naroda, ni bistveno. To je pravi Izrael, ki so obrezani na srcu, ki dobijo novo srce. Torej, ko je ego bil odrezan stran. In tukaj stara zaveza opominja, da so Izraelovi preroki. Z drugimi besedami. Torej, kaj Buda pravi, veliko sicer temu verjame, ampak, a ne? Ali pa Krišna, ali pa kakorkoli jih že imenujejo. Problem, ja. Ampak
Izbrani, Matej 24, 22. Izbrane ne morete zapeljati z izjavami Bude. Tudi ne z Benny Hinnom, Rodney Howard Brownom ali kakorkoli že vsi imenuje te televizijski evangelisti, ki so v bistvu spiritisti. S temi ne moreš zapeljati izbranih. Tudi ne z izjavami Mohameda. Se upravičujem, ampak tako je. Izbrane se lahko zapelje samo, kaj smo se včeraj naučili, kaj se bo na koncu zgodilo? Da bosta resnica in laž tako podobni, da jih ne boste mogli več ločiti med seboj. Razen z Biblijo. Sedaj pa vprašanje in razmišljajte z mano. Malo moram zgraditi. Ne morem takoj preskočiti tega, ker bi vsi rekli, vse poznam. Počakajmo. Včeraj smo rekli, da zmota in resnica ne bo razločena tudi izmed izbranih, razen skozi Biblijo. Sedaj sem se spraševal in sedaj sprašujem vas, kaj bi lahko bilo, da bi zmoto in laž bile in resnica tako podobni, da jih ne bi mogli razločiti. Torej, prešuštvuj, laž. Kako to prešuštvo lahko prikažem tako, da ne bi več kristjanov pazil? A je to mogoče? Ni mogoče. Torej, prestopek zapovedi Božjih. Torej, ne prešuštvuj. Tega ne moreš nekako tako, da bi izgledal za nekega kristjana za ostanek, kot da je to, kot da bi to bilo pravo, resnično. Pravo prešuštovanje. Božjo prešuštovanje. A to, ki obstaja? Kakšna neumnost? Torej, ne more je za tako reči. Kaj je lahko? Kaj je lahko tako popolno slično ponarediš, da celo kristjani ne bi mogli več razsoditi tega, razen če bi to preverili z Biblijo, če je to res tako. Ok? Sobota, nedelja, ja. To je že druga kategorija kot recimo prešuštovanje. Definitivno, čeprav je tudi zapoved. Spominja se sobotnega dne, ampak če malce drugi prihod, ja, tudi drugi prihod. Vidimo, vedno so reči, kjer hitro pazimo, stop, to ni tako preprosto, ampak stvari, ki ste jih povedali, niso več tako jasne. Moraš že malo zgodovino poznati, preučevati, Konstantin, odkje to prihaja, sončni kult in tako naprej. Pri drugem prihodu je še bolj natančno. Ampak so pa reči, ki jih sploh ne moremo več ločiti od originala. So take reči. Ugibajte, kaj je to. Mir. Kako prepoznaš mir, kjer se ljudje poljubljajo in objemajo in rečejo, nehajmo z vojno, nehajmo se prepirati, pokopljamo se kero, dajmo imeti mir. Kako razločiš to od pravega miru? To bo zelo težko. Me razumete? To je zelo težko razločiti mir, ker sami v sebi je to nekaj zelo pozitivnega, lepega, božanskega. Torej, lažni preroki Izraela, ki so prerokovali Jeruzalemu in mu gledali videnja in miru, pridigali, mir. To je to, tako je Satan v stari zavezi Izrael poskušal Izrael odpeljati v pogubo. Z mirom. Satan je mogel takrat nekaj vzeti, nek način, kako bi jih lahko dobil. In to je naredil z mirom. Mesto Jeruzalem, prevedeno na nemško, pomeni dobesedno v hebrejskem Jerušalaim. Jerušalaim. Je kratica za Jahve, torej Bog. Salem, šalom, mir. Torej, mesto se imenuje Božji mir. Tukaj v tem mestu je Božji mir. Sedaj pa živimo v mestu, ki se imenuje Božji mir in prerok reče, tukaj ni miru. Me razumete? Satan je bil zelo pameten in rekel je, ja, poslal bom tem ljudem, skril jih bom
kao da so Izraelci, morda so celo res obrezani, in te bojo sedaj pridigali mir. In bo rekel, ja, Gospod je z nami, tukaj je tempelj, tukaj je tempelj, tukaj je tempelj. Še od veka imamo tukaj mir. To je tako, kot če bi rekel, da živim v Friedensau. Nemško mesto je to. Friedensau. Au, kjer je mir. In kjer je tak ime, mora tam vedno mir biti. In mora biti vse res. Se upravičujem za provokacijo, ampak ne poznam drugega mesta s takim imenom, kot je Jeruzalem. Ali še kakšno mesto obstaja, ki se tako imenuje. Samo Friedensau poznam. Razumemo. Mišljenje je bilo, da je tukaj misel, kjer je Božji mir. In sedaj pridejo preroki, ki pravijo mir. Popolno zapeljevanje. Mir je nekaj, kar si vsak kristjan želi. Vsak Božji otrok si želi mir. In če sedaj nekoga pošljem, ki bo rekel mir, kjer ni miru, potem bodo vsi nasedli. Vsi, razen tisti, ki zelo natančno poznajo Biblijo, ki poznajo razliko med mirom in Božjim mirom. Kar želim reči, da je največja nevarnost zapeljevanja za današnji čas ne bo prešla z Darwinom, tudi ne z glasovi, ali Budami, Mohamedi in vsemi temi guruti, ampak največja nevarnost danes prihaja strani pridigarjev, krščanskih pridigarjev. To je največja nevarnost danes v času konca. In predvsem tisti, ki pridigajo mir, kjer ni miru. Ker v tem se skriva zmota z enormno efektivna zmota. Jezus je to doživel, ko je, in ta besedilo je istega, učenci na Olski gori, to sicer ne vidimo na sliki, in če gledate iz te gore dol, imam sliko, kjer se to dobro vidi, lahko za kratko pokažem. Evo, to je pogled iz Olske gore dol na mesto. Seveda je Jeruzalem takrat zgledal drugače, ampak tukaj je stari del mesta, se vidi. Tako nekako je Jezus gledal dol in se začel jokati. Ja, tudi Jezus je jokal. In rekel je, ko je gledal dol, Jeruzalem, Jeruzalem, ti, ki ubijaš preroke in kam na šteki ti jih pošiljam. Kako pogosto sem te želel zbrati kot kokoška svoje podperuti. V stari zavezi, mimo grede, tisti, ki ve, te dve fitiše sta dve tabli zapovedi, perutke. To ni moja razlaga, to je biblična razlaga. Kako velikokrat sem te želel zbrati pod svoje perutke, kot kokoš svoje piščančke, ampak niste želeli. Zakaj? In potem je rekel, ko bi le prepoznal, v tem času, ko je bilo še mogoče, v tem času, kaj služi tvojemu miru, služi za tvoj mir. Če bi to prepoznal, največja nevarnost pri prvem prihodu Jezusa ni bilo strani Rimljanov, tako kar so ljudje mislili, nevarnost Rimljani, ampak z nevarno samo prevara je bila v tem, da so mislili, da je tukaj Božji mir, da nam se ne more nič zgoditi. Mir. In potem pridejo preroki lažni in reče, vse je v redu, ni problema, ni nevarnosti. Prihodnost je rožnata. Ko bi le prepoznal, kaj ti služi za mir. Dosti, keď se sprašujem, ker mi je na jok mi gre, ko bi le današnja generacija prepoznala, kaj ji služi za mir. Jezus je videl, ko je gledal tja dol, usodo tega mesta. Videl je prihodnost in videl je, kako bo ta mesto bila v ruševinah nekaj let kasneje. To je videl in zato je tudi jokal. V usodi Jeruzalema je Kristus videl uničenje sveta na koncu časa.
ki bo ležala v pepelu, zato ker bo človeštvo verovalo v mir, ki je popolnoma popačen. Mark 7, 8. vrstica. Kako da so ljudje tako odprti za te lažne preroke? Kako pride do tega? Piše, evo, Božjo zapoved zametujete in se držite človeškega izročila. Vidimo, to Jezus tukaj v kontrast pove človeški nauk, človeško tradicijo proti zapovedem Božjim. Velika nevarnost današnjega časa, tako kot takrat, je to, da smo odvisni od ljudi namesto od Boga. Odvisni od ljudi, kaj oni pravijo, namesto od Boga in njegovimi zapovedi, njegovo besedo. To je največja nevarnost zapeljevanja za današnji čas. Pridigari miru. In največja prevara bo prišla strani kristjanov, ki sicer niso kristjani, ampak imajo samo podobo pobožnosti. Božjo moč pa zanikajo. Torej prišel bo s Kristusom, ki pa ne bo Kristus in se bo samo postavil na njegovo mesto in se izdajal za Boga. Torej, največja prevara, v kateri smo sredi nje, je s tem, da so pridigari, ki niso pravi pridigari in ki pridigajo s cukrom posut evangeliju, kar pa ni evangelij. Sicer se pa dobro počuti, ampak cerkve in ljudi tam zunaj pa uspava v smrt. Mir, ni nevarnosti, ne boj se, Bog te ljubi. Jeruzalem, tukaj je mir. In največja nevarnost prihaja tudi s tako imenovanimi samopozvanimi preroki, ki pridigajo mir. Kaj bi vi naredili, če bi nekje na cesti opazili, bi radi kupili nekaj jagod? Nekje? Tukaj piše jagode, gor. Neumno vprašanje, kaj ne? V gospodarstvu to imenujemo deklaracijska prevara. Torej, če nekaj opišemo, kar pa to ni to, tukaj je malo pretiravano, z namenom, ampak a veste, da je to kaznivo v Nemčiji? Lažne deklaracije so kaznivo dejanje. Torej, če nekaj napišeš, kar ni tam, potem je to kaznivo. Torej, če že sedaj pri jagodah, pri urah, pri oreščkih in pri nemčem, potem damo gor etiketo, kar sicer ni. In sedaj pri ljudeh, ki Biblije sploh ne poznajo. In je to že pri teh ljudeh, ki ne poznajo Biblijo, dajo to kot kazen, koliko šele pri stvarih, ki odločajo o življenju in smrti. Poslušajte, kaj tu piše v knjigi Veliki boj. To je najboljša avtorka v tem času. Ne znam drugače povedati. Tudi nimam problem danes to javno povedati, ker to ne gre za kult osebe. Kdor tukaj bere, ve, da bo pristal v Biblijo, ker je povsod biblična vrstica. Kaj sploh delam? Odprem Biblijo, če res to drži. Zelo aktualna avtorka. Ne poznam avtorke, ki bi bila bolj aktualna. In ona pravi v knjigi Misli zgore blagrov: zdaj stojimo na pragu velikih in slovesnih dogodkov. To je že videla 100 let nazaj. Stiska, kakršne svet še ni doživel. In spraševal sem se, o čemu ta ženska konkretno govori, v kontekstu. Sami lahko preberete. In govorila je o tem. Kristusov prihod bo presenetil lažne učitelje. Poglejmo si, kako aktualno je to pred Kristusovim prihodom. Tako kot pri prvem prihodu Kristusa, bo tudi pri drugem prihodu isti problem. Pri prvem prihodu je bil glavni problem, da ljudje, ki niso bili pripravljeni, ker so bili lažni preroki, ki so laž pridigali. Mir. Pravi, da se bo ponovilo. Kristusov prihod bo presenetil lažne učitelje, ker pravijo mir in varnost. Tako kot duhovniki in učitelji pred padcem Jeruzalema pričakujejo, da bo cerkev uživala zemeljsko blaginjo in slavo. Znamenja časov si razlagajo kot napoved tega. Toda, kaj pravi beseda navdiha?
nenadno uničenje jih bo doletelo. Konec citata. In s tem je citirala Pavla. Pavel je bil ta prerok v Novi zavezi, ki kot nihče drug je vedno znova podaril eno točko, kjer dejansko danes smo, v izpolnitvi tega. Mir in sigurnost. 1. Tesaloničanom 5:3, ko pravijo, berite z mano. Vem, da ga poznate, ampak z mano berite. Ko pravijo, mir, potem sedaj vemo iz tega, kar smo sedaj prebrali, da so to kaj? Lažni preroki. Torej, mir, ni nevarnosti, po slovensko, spite naprej, vse je v redu, počutite se dobro. Potem bo doletela mahoma jih poguba, kakor porodne bolečine noseče. Torej, kje se to spet pojavlja ta nosečnica? Matej 24. Jezus je rekel, da so to znamenja, se bodo zgodili kot porodne bolečine. Torej, pred prihodom bo tema mir permanentno, bomo slišali samo še to. To bo tema tem, kot neke vrste porodna bolečina. In res je. To je to, kar 21. stoletje nam danes govori, da se to dogaja. Mir postaja kot mantra tega časa, hipnotično. Poglejte, beseda mir je postala kot slogan in povsod to komunicirajo. Vse posod, tudi v politiki, v vseh religijah, vse posod. In ko je papež takrat pred Združenimi narodi in tudi v nemškem Bundestagu, je bilo njegovo glavno sporočilo mir. Mir kot jedro sporočila papeža, kot nova geopolitična moč 21. stoletja. Tudi pred Združenimi narodi ali pa pred senatom v Ameriki, kongresom. Vse sem si poslušal, ne kažem samo slik, vse sem si poslušal, vse sem si pogledal. Glavno sporočilo je bilo vedno isto, mir. Sedaj moramo imeti mir po celem svetu. Torej mir kot glavno sporočilo papeža, kot nova moč, ki forsira svoj mir, kot glavno sporočilo. Ali tukaj pred vojaki, na Bližnjem vzhodu, vse povsod. In sliko morda nekateri poznate, pred mnogimi leti sem to že pokazal, to ni nič novega. 2015 so se srečali na Bližnjem vzhodu islam, predstavnik islama in predstavnik judov. In slika govori več kot vse, kako so največji konfliktni partnerji, se rokujejo pred papežom. Ste pozorni, da papež ni dal rok na njune roke? Kaj to pomeni, ta slika? Interpretirajte to sliko. Dva konfliktna partnerja delata mir in on stoji pred njima. Torej, pred njim delata mir. Torej, on je mirovnik. On jo vodi v mir. On jo vodi skupaj. To ni interpretacija. To se tu dogaja. Poglejte. In to je vse posod, po vseh medijih. Kako lahko najdemo mir? Vse posod, na vsaki strani. Obstajajo tudi kongresi za mir, za varnost, delavnice za mir in tudi Združeni narodi veliko stvari organizirajo. Vse posod. Poslušajmo. Moj cilj z enim glasom je združiti vse progresivce in mlade skupnosti temnopolte z enim glasom. In s tem, da rečejo ne vojni in ja miru. Mir in varnost. Mir in varnost, ki ga ljudje iz vseh strani si upajo. Ljudje živijo drug ob drugem in si želijo mir in varnost, kar je potrebnost in stabilnost za stabilnost v celi regiji. Izraelci in Palestinci, da bi živeli skupaj v miru in varnosti. To je naša vizija. To je naša predanost.
mir in varnost, prijateljstvo. Moje upanje in sanje za Izrael so za mir in varnost. In sobivanje, gibanje proti miru, torej ekonomija, varnost in mir, potem bo mir uspel. Danes je internacionalni dan miru in to pride v času krize človeštva. Mir ali pa neprestana nevarnost. Izbrati moramo mir. Mir je v srču vsega našega dela pri Združenih narodih. To bi sedaj lahko seveda nadaljevali več ur, ampak to se tudi nadaljuje. To gre še naprej. Sedaj je to dosežena točka, ker je v Izraelu vzkipelo novo gibanje, ki bo vse združilo skupaj. Muslimane, kristjane in jude. To gibanje pravi, da prihaja dan, kmalu prihaja dan, ko ne bo več vojne. Mir na zemlji. Ko bomo vsi kot bratje se objeli, ko nam bo Bog dal mir. Malo prevajam, to je sicer v angleščini. In na tisoče ljudi je prišlo, predvsem mladih, pred kratkim v Haifi. Vsi skupaj so bili povabljeni, Arabci, Judje, kristjani, na tisoče ljudi. Poslušajte, kaj se bo zgodilo. In pozorni bodite na dinamiko v tem videu. En dan, nekoč. Celo življenje sem čakal na to, da bi se vsi ljudi rekli, da se ne želimo več bojevati. Ko ne bo več vojne, nekega dne. Ste slišali? Ravno so v vrstici zapeli. Ravno so hebrejsko peli, da čakajo na dan, kjer jim bo Bog dal mir, podaril mir.
čakamo na to, da bodo ljudje rekli, nekega dne bomo imeli mir. Neverjetno. Neverjetno, kaj se tukaj dogaja. V tej regiji še nikoli ni bilo miru. In sedaj tukaj je na tisoče mladih, ki pravijo, da bo nekega dne prišel, da bo Bog podaril mir. In skupaj pojejo arabsko, hebrejsko in angliško za mir. Neverjetno. Kako to deluje na vas? Kakšno moč je imela ta pesem na vas? Neverjetno. Mir. Sedaj je čas trenutek. In trenutek je, ko bodo mladi to resno mislili. Ampak kaj se bo to zgodilo? Glede na prerokbe je to točno to, kar se bo zgodilo. Ko pravijo, ko bodo peli, ko bodo pridigali, mir. Sedaj je točka, ko imamo mir. Potem pride poguba. Kakor v Jeruzalemu, Jeruzalem mestu, ko je bilo točno takrat uničeno. To je zelo pomembno. In to se dogaja pred našimi očmi. Mir in varnost in enotnost kot priprava na svetovno religijo. Mi smo v tem procesu, da bomo dobili novo svetovno religijo. Ne v prihodnosti, to se dogaja sedaj. Obstaja World Religion Day, ki je vsako leto v septembru praznovan. Imenuje ga tudi Dan svetovnega miru. Se tudi imenuje. To je nemški izraz za World Religion Day. Vse religije se vedno združijo na nekem drugem kraju. Vzrok enotnosti. Upam, da vsi zastopite angliško. Kaj piše na pečatu tega znamenja? Kaj bo torej vzrok za enotnost? Politični pogovori? Nov finančni sistem, kaj tam piše? Da bo religija vzrok za svetovni mir in ne politiki. Ne boljša finančna osnova, ampak religija. Torej šlo bo za religiozno moč, ki bo vodila v svetovni mir. In to je točno to, kar imamo pred našimi očmi. Citiram. Naj bo mir na svetu. Besede so tako sporočilo miru, kot tudi molitev za mir in hkrati najmanjši skupni nosilec. Zelo pomembno je to. Na katerem se predstojniki vseh narodov, tradicij in religij lahko poenotijo. Wow. Jaz dobim kurjo polt, a je z vami tudi tako? Tukaj jasno govorijo, da najmanjši skupni imenovalec, na katerem se lahko vsi poenotijo, je mir. In to bo razlog za enotnost celotnega sveta. Enost. To ne govorim jaz samo kažem stvari, ki se dogajajo in se bodo zgodile. Oziroma so povedane v dokumentih. Te organizacije, United Religions Initiative, ta inštitucija ima ravno ta cilj, da bi delovalo med ljudmi. Pravijo v svojej preambli, mi verjamemo, da nas naše religije in tradicije med seboj ne ločujejo. Zakaj? Ker imajo najmanjšega skupnega imenovalca in to je mir. Torej, tukaj piše, še iz preamble, v zavedanju naše medsebojne odvisnosti in trdni ukoreninjenosti v našo lastno tradicijo, torej pomeni, da se ne rabiš ničemur odpovedati, ostani kakor si. Uči, kar češ, cerkev lahko ostane kakršna je. Razlike v naukih so lahko ostanejo. Tako je. Veseli me, da razmišljaš z mano. Razlike med nauki lahko ostanejo, z drugimi besedami. Vsak v svoji lastni tradiciji. Po slovensko, to pomeni, verjami, kar pač češ. Ampak vsi se morajo strinjati na eni točki. Na miru. Na miru. Za dobrobit svetovne skupnosti. Torej, če nekaj ne bo za dobrobit svetovne skupnosti, potem so ljudje in religije, organizacije niso sposobne za prihodnost, ker motijo
svetovno skupnost. Svetovna skupnost je tukaj druga beseda za svetovno religijo, svetovno vlado, svetovno sodišče, svetovne finance, svetovna banka in tako naprej. To je v bistvu skupni izraz za svetovno skupnost. Lepo je zapakirano, da ne bi kdo tako rekel, da je to nekaj norega. No ja. In v tej uri čarte piše tudi, poslušajte, zakaj to počnejo? Člani urija niso prisiljeni, da sodelujejo pri ritualih, niti ne smejo postati cilj misioniranja. Vam je naredilo klik? Torej za dobrobit človeštva, za dobrobit svetovne skupnosti, nova svetovna vlada, ki se ravno zedini na miru, ne sme biti misionirana. Zakaj? Ker naj vsak ostane, vsak lahko misli tako, kot mu paše. To vodi k miru. Ali razumete to, kako dramatično je to? Torej, če točno poznate Biblijo in prerokbe in Danijel, in večina žal Danijela ne pozna, Danijel 11, to je Danijel 11. poglavje. Se pravi 11:43, tam piše, da bo kralj severa, kar je šifransko ime za papeža. Kralj iz severa je v Danijelu enkrat kot kraljestvo, iz 31. vrstice naprej pa je to papeštvo. Predtem je bil kralj severa babilonski kralj. Ta Izrael, kralj iz severa, je v bistvu skupni pomen beseda za vse kralje, ki so v posameznih zgodovinskih vlad sveta, torej Babilon, Medo-Perzija, Grčija, Rim in tako naprej. Skupni izraz, torej te kralji božanstva. To so bili vedno kralji severa. Torej to je izraz za te vodilne glave. In v Danijel 11:43 piše, citiram po Lutherju. In glasovi bodo iz severa in iz vzhoda in te bodo vodili k temu, da bo kralj iz severa postal jezen in bo svoje kraljevske šotore postavil med Sveto goro in vode. Preroštvo vedno simboličen jezik. Torej, če želimo vedeti, kaj pomeni vode v prerokovanjih, moramo pogledati, kaj to piše. Razodetje 17:15. Vode, ki si jih videl, kjer sedi nečistnica, so ljudstva in množice in narodi in jeziki. Torej, kaj je usmerjeno na ljudstva, množice, narode in jezike? Kaj je v njih usmerjeno? Kaj smo včeraj proučevali? Videl sem angela, ki je imel večni evangelij in je šel z glasnim klicem k vsem ljudstvom, množicam, narodom in jezikom. To se ponavlja v Danijel 11. Torej, ko prihaja sporočilo, Hraska tu žal prevede kot govorice, to je napaka, ne piše govorice, ampak glasovi, sporočilo. Torej, ko pride sporočilo iz severa in vzhoda. To moram sedaj, na hitro bom povedal. To je dolga študija. Sami preverite. Na severu je v Bibliji iz Ezekijela citat, kjer je Božji prestol, se pravi Božja vladavina. Torej, sodba je spregovorjena iz severa, iz prestola. Torej, sporočilo iz severa je Božja sodba. Na vzhodem je v razodetju 16 označen, kjer vzhajajo kralj sonca, torej drugi prihod, torej ko bo sporočilo o drugem prihodu in o sodbi. Bojte se Boga in dajte mu slavo, kajti prišla je ura sodbe njegove in molite njega, ki je naredil nebo in zemljo in morje in studence voda. Torej, sporočilo sodbe in sporočilo, da bo drugega prihoda, bodo tega kralja iz severa, da se bo napotil in sedaj citiram, da bo svoje kraljevske šotore, torej svojo avtoriteto uporabil in bo storil kaj? Uporabil to avtoriteto med morjem, se pravi ljudstva, in goro, Božja gora, torej v Danijelu piše, da je to gora
Gora, čudovita gora, hvala. Čudovita gora v Bibliji, v Novi in Stari zavezi, gora zbora, kjer se Bog sreča s svojim Bogom. V Razodetju to vidimo, ker je imenovan Zion. Torej, gora Zion je beseda za Božje ljudstvo. Tam stojijo 144 tisoči z jagnetom na gori in tam dobijo Božji pečat. Torej, ko sliši to sporočilo, uporabi svojo avtoriteto med ljudstvi, narodi in med goro. Torej, vode so narodi, ki ne vedo nič o evangeliju, in med temi, ki to znanja, torej pomeni, ko postavi svoje šotore, torej prepove misijo, prepreči, da bi ta večni evangelij šel med narode, jezike. In to je Daniel 11, 43, 44. Tukaj vidimo izpolnitev Daniela. Svetovne religije pravijo, da to ni v redu, da je prepovedano in ne smejo postati cilj misioniranja. Pa se to smo že brali. V dekretu o preseletizmu od World Council of Churches, ki je bilo že sprejeto 1961, kaj je tam pisalo? Skoraj dobesedno. Ni združljivo s članstvom, torej tisti, ki so član tega, vse cerkve, ki so tam članice, torej da članica drugo cerkev zanika, tako, da je njenim članom mogoče pomagati le tako, da se rešijo iz njih. Katoliška cerkev, ki je ustanovila ta World Council of Churches, je rekla, da vse cerkve ne smejo več misionirati. Isti duh. Zbor svetovnih cerkva, krščanske cerkve, ekumena, Rim in URI, torej United Religions Initiative, nova svetovna religija. Vsi so si enotni. Ne smeš več misionirati. Wow. Ljudje, zakaj ne dobite kovje poti? Vidim na vaših očeh, da vas to ne skrbi. Mene to skomina. Mi smo v zadnjih izdihljajih človeške zgodovine. Tik pred tem smo, da se izpolni, da bo celoten svet tu stal in rekel mir. In to je kopija, seveda, ker Satan kopira to. Sem že pokazal pri eni temi, kako to on vse kopira. Kopira tudi veliko množico na steklenem morju, ki pojejo Jagnetovo pesem. Velika množica bo in vsi bodo peli eno pesem. Mir in varnost. Matej pa pravi jasno. To so Jezusove besede. On sam to pravi. Pojdite torej in naredite vse narode, torej koliko ljudi, ljudstvo, k vsem narodom. Kaj ne potem naredimo z narodi, množicami in jeziki? Kaj ne z njimi naredimo? Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. In vidite, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Vidite, kako tukaj te religije razpadajo to. URI, svetovna religija, Združeni narodi, katoliška cerkev, papeštvo. Vsi pravijo isto. Sedaj tudi mladina se derejo s tem, torej, da je najmanjša skupna reč želja po miru. In poguba prihaja in to ni več daleč. Ni več daleč. Pokazal bom, da to je tako. Vivremo insieme una speciale giornata di digiuno e di preghiera per la pace. Naj bo na povsem svetu krik za mirom. To je rekel papež Frančišek pri njegovni audienci pred 50,000 ljudmi na Petersplacu, na trgu Svetega Petra. Frančišek je v svojem velikonočnem sporočilu spodbujal k miru. Danes prosimo za sadove miru za svet. V njegovi velikonočnem sporočilu je papež Frančišek klical k miru in mislil na žrtve vojn. Papež Frančišek je v začetku novega leta klical, pozival k miru. V kljub mrazu se je na trgu Svetega Petra zbralo 50,000 ljudi. Papež je pozival k miru v srcih, družinah in med narodi.
Pred kratkim, morda je kdo opazil, čudil sem se. Nihče ni govoril o tem. Mislil sem, da sem edini, ki o tem govorim. Nikogar nisem slišal, da je tomu prišlo, da so v temu celo naredili film o kralju iz Severa. Je kdo to opazil? Top režiser, eden izmed najbolj znanih režiserjev sveta, Nemc sicer, je naredil hollywoodski film in ta film se imenuje Mož svoje besede. Ga je kdo videl, ta film? Gledal? Kaj ne rečem? Jaz sem obupan. Film je izšel leta 2018, pred 4 leti. Mi ne gledamo hollywoodskih filmov. Ja, smešno. Dobro, ja. Torej, dovoljujem vam, da si pogledate ta film. Dovoljujem vam. In to je ta film, ki se imenuje Papež Frančišek, mož svojih besed. 14. junija 18. je prišel v kino. Kdo ga pozna? Wim Wenders. En izmed najbolj znanih hollywoodskih režiserjev. Nemc. Na kratko bom pokazal izsek iz tega filma. Dobro poslušajte. Ne smemo pozabiti, kako prisluhniti. Dokler se bo cerkev naslanjala na svoje upanje, na to, da je bogata, Kristus ni v njej. Sedaj glasbeno besedilo. Zbudite se vsi, prišel je čas. Da poskrbimo za skupni dom. Da podamo roko tistim, ki rabijo. Ali ljubimo, ali pa sovražimo. Če ne bi imeli svobodne izbire, potem ne bi mogli ljubiti. Spet besedilo. Zbudite se vsi, prišel je čas. Življenje se izlive iz sonca. Nežnost ni šibkost, ampak krepost. Nežnost ni šibkost, ampak krepost. Papež je z vami. Wow. Še vedno nimate kurje poti. Ste slišali namige? V vsaki družini so nemiri, pravi to v italijanščini. Problemi v družini. Ljudje, otroci. Ampak imamo enega očeta. Potem je rekel, papež je z vami. Ste že dobili kurjo polt? Papež je z vami. Emanuel. Bog je z nami. To je tolažba iz Biblije in on daje mir. Emanuel. Bog z nami. Ali je Bog za nas? Rimljanom 8:31. Kdo je lahko potem proti nam? Emanuel. Brez skrbi. Papež je z vami. Dobesedno. Citiram dobesedno. In potem pesem. Ste poslušali pesem? Sem tudi dal podnapise. Zbudite se vsi. Prišel je čas. Zbudite se. Prišel je dan. One day. Vam je že naredilo klik? Je že prišla kurja polt? Stojimo tik pred zadnjimi dogodki sveta. In mene to tako razburja, da vidim, da naša skupnosti spijo. In tudi če rečem, noben ga ne briga to, malce pretiravam.
Ne glede na to, ljudje, ki sploh ne vejo tega, ker jim noben ne pove, tamle spredaj imamo dame, ki tam stojijo in gospodje. Ali oni to vedo? Mi smo sredi tega. A jim je kdo to povedal? Še ne. A so že dobili knjigo? Vem, da bodo dobili eno knjigo. Razumete? Življenje izhaja iz sonca. Malo igranje besed. Torej, življenje se izliva iz sonca. Sramota, če kdo misli, da bo sonce igralo posebno vlogo v prihodnosti, da bo ljudje dobili mir. Glejmo naprej, ste slišali? Glejmo naprej in skupaj kot družina pojmo naprej. Kam? V svetovni mir. V svetovni mir. To je to, kar je pred nami. In sedaj še enkrat, na kratko. Karkoli nas ločuje, njegove besede nas združujejo. Prvič v zgodovini je papež odprl svoje vrata, da je naslovil vprašanja in probleme, ki se jih skupaj soočamo. Kot vodja svoje vere inspirira svet. Od nagrajenega režiserja Wim Wendersa v razdeljenem svetu naučiti se moramo poslušati, ker nas razlike strašijo, ker potrebujemo, da rastemo. En vodja ima misijo. Nežnost ni šibkost, ampak je krepost, da bi nas združil. Abbiamo tanto da fare. Ste že dobili Kurjopolt? To je uvodni film, reklama za film. Ni važno, kaj nas ločuje. Karkoli nas že ločuje. Pozor. Njegove besede nas združujejo. Čigave besede? Papeževe besede. Kako to veste? Ker je naslov filma tak. Mož svojih besed. Zakaj ne piše ime naslov filma kot mož božjih besed? Sprašujem, analiziramo. Film pravi naslov. Kdo je avtoriteta? On je avtoriteta. Zakaj? Da bo svet vodil v mir. Njegove besede nas bodo združile. Potem piše tudi v tej reklami, v svetu ločitve, razdorov, ima vodja misijo, da nas združi. Jaz sem si mislil, kako je mogoče, da je nemški režiser, ki je eden izmed najbolj poznanih na svetu, kako je prišel na to misel, da bi posnel ta film. In sem pogledal, sem iskal za to reč. In sem našel. Rekel je v intervjuju Wim Wenders, da je ideja prišla iz Rima. Pozor zdaj, nazaj k Danielu. Daniel 8, 24 do 25. In uničeval bo sveto ljudstvo. Proti njemu se bo obrnil. O komu tukaj govori Daniel 8? O malem rogu. Torej drug izraz za kralja iz severa. Drug izraz za antikrista. Mnogo izrazov Biblije za isto avtoriteto, za kralja severa. Mali rok v tem poglavju. Torej proti Božjemu ljudstvu je usmerjen on. In zaradi svoje strategije bo povzročil, da prebrisanost, prevara, uspeva. V hebrejskem piše prevara. Prevara bo uspela v njegovi roki in poveličeval se bo v svojem srcu. Kaj se tukaj dogaja? Torej, v svojem srcu se bo poveličal in sedaj Kurjopolt. In z mirom bo uničil mnoge.
Sami preverite Biblije. Nekatere Biblije tega nimajo niti več noter. Jaz sem to iz hebrejskega prevedel. In tam piše šalvah. Tam ne piše šalom. Tam piše šalvah. Šalva je derivat besede šalom. To lahko v vseh vokabularjih preverite. Zato v nekaterih Biblijah ne piše več, ker tam ne piše šalom, ampak šalva je beseda iz šaloma. Torej z mirom bo mnogo jih pogobil. 1. Tesaloničanom 5. Prerokba na zadnji čas, ko bodo rekli mir in sigurnost in varnost, bo prišel konec nad njih. Kdo bo povzročil to pogubo? Papeštvo. Človeštvo tako globoko spi, da niti kristjani ne zastopijo, kaj o tem sedaj govorim. Gre še naprej. Torej z mirom bo, katera beseda je tu? Mnogo. Kako mnogo? Kako je to povezan z uničenjem? Oska in široka pot. Mnogo jih je, ki potem hodijo v pogubo. Vse smo si pogledali. To se vse dograjuje. Ponovno je Daniel tisti, ki je to videl naprej. Brati Daniela ni več opcija. Potrebno je. Spominjam se, da je Ellen White, avtorica Velikega boja, rekla, če bi Daniela skupaj preučevali z razodetjem, bo spodbudilo prebojenje v krščanstvu in v skupnostih. Kdor to bere, mora dobiti kurjo pot. Kdor to prepozna iz svojega preučevanja. Wow. En dan. In potem vidimo vso to mladino, ki pravijo, prihaja dan, kmalu bomo imeli ta dan. Kmalu bo ta dan prišel. Kaj mislite, da se bo zgodilo, ko smo včeraj preučevali? Ko bo Satan prišel kot Kristus. Se bo oblekel kot Kristusa in z sladkimi, prijaznimi besedami, nežnimi besedami človeštvu rekel, da je prišel dan. Ta en dan se je izpolnil. Mir na zemlji. Imamo rešitev. Live stream od sonca. Živi žarki od sonca. Vsi imamo nekaj, kar imajo vsi ljudje skupno. Nadaljuje se. Tudi zopre princa princev se bo mali rok postavil. Kdo je to? Jezus Kristus, kralj kraljev, gospod gospodov. Toda zlomljen bo brez roke, človeške roke. In sedaj veste, če ste dobri eksegeti, da Pavel v drugih Tesaloničanih govori o tem, da ko bo Kristus prišel, da človeška roka bo samo z svojo sapo uničil človeka zla. Kmalu pride uničenje tega sveta, še prej pa pride uničenje človeštva z lažnim mirom. Ste že dobili kurjo pot? Naj še malo? Nevarnost zadnjih dni so ravno pred nami. In mi moramo s svojim delom ljudi upozoriti na nevarnost, v kateri so. Resni prizori, odkriti v prerokovanjih, ne smejo ostati neopazni. To pomeni v bistvu, prosim, preučujte prerokbe. Dragi bratje, čas je. Ste slišali prej v filmu? Zdaj je čas, da razumemo znamenja časa. In sedaj je čas, da ljudi okoli nas opozorimo. Tudi sami se moramo zbuditi. Ne moram nobenega opozoriti, če še sam spim. Kaj drugi glasovi pravijo k temu miru, enotnosti, mišmašu? Novodobni teolog John Whitcomb je tudi arheolog, zelo poznan, ne živi več, je rekel, pridigo sem sam poslušal, različnost in ločitev je neskončno več vredna kot satanistična enotnost. Problem, s katerim se Božje ljudstvo danes sooča, je, da si Satan želi enotnost. V čem? V zmoti. Bog pa napram temu raje ločitev na podlagi resnice. Wow. To ni samo res, ampak je to tudi retorično
zelo čudovito skupaj sestavljeno. Bog raje vidi ločitev v resnici, kot pa skupnost v zmoti. Verjamem, da mi to vse isto vidimo. Sicer ne bi tukaj bili in prišli na to druženje. Kdor tukaj danes sedi, za vas vem, da ste pripravljeni za pravi mir. To sem prepričan. Jezus, Bog nam je to dal vedeti, ko se je konflikt začel, torej ločitev od Boga, in sovraštvo stavi med tebe in ženo, in med seme tvoje in njeno seme. Zorekače, to ti stare glavo, ti pa mu stareš peto. To je prvi evangelij. V teologiji se to imenuje protoevangelij. Torej prvo veselo sporočilo. Ne bo ostalo tako. Prišel bo nekdo, ki ima rešitev, ampak ta rešitev ne bo izgledala tako, kot si večina želi. Ta rešitev bo izgledala tako. Ne mislite, da sem prišel, da prinesem mir na zemljo. Nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. Razumete? Gorječe, kdo to zlorablja, te bo sedilo. Lahko takoj Jezusu predpostavi, da je ščuval ljudstvo. On je povzročal nemir. Če želite tako razumeti. Kaj je mislil z mečem? Prinesel bo meč. Brez miru, ampak meč. Biblija sama sebe razlaga, Efežanom 6:17. In vzamite čela in meč duha, ki je beseda Božja. Torej, Božja beseda je edini inštrument, ki ga imamo, da nas lahko obvaruje pred tem lažnim mirom. Če čisto jasno povemo. Matej 10:35. Prišel sem namreč, da ločim človeka od njegovega očeta in hčer od matere njene in nevesto od tašče njene. Jezus je rekel jasno, ne tako, kot ga svet daje, ampak ne tak mir, ki ga vi pričakujete. Mir vam zapuščam, mir svoj vam dajem. Ne dajem vam jaz, kakor daje svet. Torej, svetovni mir. Svet in mir skupaj, svetovni mir. Ne dajem vam jaz, kakor daje svet. Torej, svetovni mir ne prihaja od Jezusa. Ne bodi vam srce plašno. To smo včeraj govorili. Menite, da je to slučaj, da to tukaj piše? Ne bodi vam srce plašno. Kaj nam hoče s tem povedati? Potem, kar smo včeraj se naučili. Vaše srce naj ne bo plašno. Prosim? Ne bojte se, zakaj ne? Ker če se bojite, potem ste brez orientacije. In potem grabite po najprvi rešitvi. Zato potrebujemo resnico, ki osvobaja. Tako nujno kot še nikoli, ker je resnica ključ do zaporne celice Babilona. In zato je trikrat imenovano kot zapor Babilon. Kaj je bila prva pridiga, ko je Jezus prišel? Katera tema? Kdo se še spomni? Vzel je zvitek in bral v sinagogi. Izaija. Jaz sem prišel, da odklenem zapor, da naredim vse, da osvobodim vse, ki so zaklenjeni. To je Jezusov načrt, da uniči dela hudiča, tisti, ki so zvezani v zmoti. Jezusova naloga je, da to odklene. Zato potrebujemo resnico, ker resnica je ključ. Slišimo to. Janez 8:31. Če torej ostanete v besedi moji, bodete ne v besedi papeža, mož svojih besed. To je mož besed. Bog, kar reče, to drži. To je obljubil. Če boste ostali v moji besedi, potem boste resnično moji učenci. Vidite, zares učenci in spoznali boste resnico. Kako boste prepoznali? Z besedo. In resnica vas bo osvobodila. Torej, če meniš, da obstaja pot do cilja brez preučevanja Biblije, kar pozabi. Del tega velikega gibanja boš.
Samo z resnim preučevanjem Biblije boš prepoznal resnico. In ta resnica te bo osvobodila. In tja želimo danes priti. Če se to ne bo zgodilo, potem so ta predavanja brez veze. Vse brez veze. Lepo smo se imeli, fajn, pili smo, sreča ljudi, čudovito, da se spet vidimo. Vse lepo. Ampak vse je bilo zastojno. Vem, da se sliši grobo, ampak tako je. Če tukaj to sprejmemo, če tukaj na tej prireditvi resno jemljemo besedo in hodimo ven in želimo preučevati Biblijo in prerokbe, sam bi rad vedel, zakaj se gre. Ne da mi drugi govorijo. Potem se vsak kilometer splačal. Ljubezen do resnice je zaščita pred prevaro in zapeljevanjem. Zlobnež pa, ki pride po delovanju Satanovem, 2. Tesaloničanom 2:10, in sleherno prevaro krivice za te, ki gredo v pogubo, zato, ker niso sprijeli ljubezni resnice, da bi se rešili. Torej, ljubezen do resnice je absolutno osnova. Tako pomembna je ta drža in to je dar. To lahko prihaja samo od Boga. Torej, ljubezen do resnice ne morete kupiti v kiosku. Bog jo rad da. Ne rabite veliko prositi za to. Bog, prosim, daj mi resnico. Ne. Danes ne. Samo 3-krat. Samo še 2-krat moraš moliti. Še rozenkranc rabiš. Kdorkoli prosi za Svetega Duha, dobi tudi ljubezen do resnice. Z njim. Ker Sveti Duh ustvarja ljubezen do resnice v nas. Ljubezen je dar Duha. Torej potrebujemo Svetega Duha in Sveti Duh je tisti, ki nas bo zapečatil. To je nasprotje od znamenja zveri. Kajti to je zaveza, ki jo sklenem s hišo Izraelovo po tistih dneh prerokbe. To je prerokba. Postave svoj dam v njih misli. To je pečatenje. Vse, kar se je zgodilo, smrt Jezusova, vstajenje, vse, kar se je odrekel, Getsemane, puščava, vse, boj samim seboj in vse preizkušnje, vse, karkoli je Jezus doživel in za nas pretrpel, ima samo en smisel, da nas vodi nazaj k Božjim zapovedim. Če temu ne bi bilo tako, potem bi bilo vse za manj. In sedaj imamo problem, čisto iskreno. Vem, da nekateri morda mislijo, kako je to mogoče, kako bom to storil, kako mi bo to uspelo. Morda sem že poskušal, pa ne gre, res je. Seveda, preprosto, se ste narobe poskušali. Poslušajte. Kdor prejme ljubezen do resnice, to je dar. Prejme, dar. To ne morete trenirati. To je dar. Kdor prejme ljubezen do resnice, se bo njegov značaj spremenil. Če pa resnica ni dobrodošlo sprejeta v srce, če so vrata zaprta pred vstopom Božje besede, srce in značaj ostaneta nespremenjena. Tisti, ki se upirajo resnici, še vedno gojijo ljubezen do sveta. Svetovni mir. Veste, kaj tu piše? In to me skoraj vrže stola. Ne moreš biti izgubljen. Če se ne upiraš, se ne moreš pogubiti. Ne moreš biti izgubljen. Vem, da to malce provocira. Razmišljajte o temu, teološko. To je resnica. Torej, ko bom povzdignjen iz te zemlje, bom vse potegnil k sebi. Bog je magnet, on bo vse potegnil k sebi. Razen, če tega nočeš. Če nočeš, potem bo ta moč prenehala delovati na tebe. Sicer, če se ne boš branil, če se boš odprl in sprejel to resnico, ljubezen do resnice in zato prosiš, da prejmeš tudi Duha, potem te noben človek ne more biti pogubljen, ki se ne upira. To ne gre. Ker je ljubezen tako čudovita, ker je resnica tako čudovita. Ne more se nihče postaviti proti temu, razen tisti, ki, kakor pravi, tisti, ki imajo večjo ljubezen do sveta. Ljubezen do sveta gasi ljubezen do resnice. Satan deluje z vso močjo, znamenji in lažnivimi čudeži in z vso prevaro nepravičnosti v teh, ki bodo pogubljeni, ker niso sprejeli ljubezni do resnice, da bi bili rešeni. Torej, zaključujemo z vprašanjem, kako najdem mir? Kako najdem pravi mir?
Dobro vprašanje. Prvič, to je sedaj navodilo, recept, dobesedno. Povabi Jezusa Kristusa v svoje življenje in ga spremi kot svojega Gospoda. Reč mu to. Prosi, moli k njemu. Gospod, prosim, pridi v moje življenje. Naj vam nekaj rečem, to sem že dostikrat povedal, naj še na hitro povem. Razlog, zakaj tukaj stojim, je samo en razlog, poleg molitev moje mame. Mnogo let ni prenehala moliti zame. Čeprav sem mi kradel denar od socialne pomoči, da sem lahko zapravljal pri igrah na srečo. Res je, moja mama je dobila 270 evrov na mesec. In te je poslala meni, zato da sem jaz lahko zadovoljil mojo potrebo po igranju. Ko nisem več imel denarja za najmino. In to je bilo dolgo nazaj. Ja, tak sem bil. In ona je že na telefonu prepoznala. Nisem rekel, ampak je spoznala, da nekaj ne štima. In je rekla, kaj se dogaja? Si spet igral? Vedela je, da nisem imel več za jest. Bili so časi, ko sem zbiral plastične flaše in steklenice, da sem jih prodal, da sem lahko kupil kruh. Bog je moje, ve, da je to res. In ona je to vedela. Naslednji dan ali pa nekaj dni kasneje je prišel pismo z denarjem. Vedel sem točno, da je moja mati dobila 270 evrov. In s tem je včasih kupovala tudi cigarete moje sestre. Nekdo bi rekel, kakšna glupost, kdo bi kupoval cigarete nekoga drugega? Moja mami je zelo veliko stvari naredila narobe, to vem. Ampak, če ne bi zame neprestano molila, dokler ni umrla, in bil sem na posli, ob posli, danes ne bi bil tu. Vem, danes ne bi bil tukaj. In prišel je ta moment, ko me je mati obiskala, ko sem imel depresijo. Nisem več vedel, kako naprej. Nisem videl več izhoda. Imel sem 60 000 evrov, sem bil v minusu, ker sem jih zaigral. In moja mami mi je pošiljala svojo socialno pomoč. In nekega dne me je obiskala, ko sem imel depresijo. In mi prinesla knjigo Moč vraževerja, čarodejstva oziroma okultizem. In to je bil začetek. Ko sem to bral, sem rekel, ta človek je popolnoma odštekan ali pa ve več kot jaz. In res sem imel vodo do tukaj, tako veliko dolgov sem imel in nisem vedel več, kako grem naprej. Torej, ja, lahko saj berem. Tako da, cel dan sem bral to od začetka do konca. In potem pride to besedilo, da Bog te, ki ga sovražijo, ne pusti brez štrafe do 3., 4. generacije. In ko me je obiskala, me je rekla, morate vedeti, da je moja družina, so bili po mamini strani adventisti. Moja prababica je bila adventistka. Nisem niti vedel, moja prababica je do zdravega molila s čarobnimi besedami kot adventistka. Čistko mimo grede, druge ljudi. In takrat je meni naredilo klik, ko sem to zvedel. 3., 4. generacija, sem si mislil, tukaj nekaj ne štima. Iz tega ne morem vam priti. To mi je bilo preveč. Pokleknil sem, se ne bom tukaj, ampak takrat sem se pokleknil, sem molil vse tiste molitve, kar je pisalo v knjigi, ker nisem znal moliti, ker nisem nikoli še molil, nisem vedel, kako se moli. Oče naš sem poznal v katoliški cerkvi, ko sem to slišal na procesiji, ampak nisem znal moliti, nisem vedel, kako sem, nisem znal nič izgovoriti. In sem si mislil, ja, to pa še, to je predlog za molitev. Torej sem to molil in prebral. Ampak iskreno sem menil. Sem rekel, Jezusu sem priznal grehe in trajale skoraj 1 uro. In potem sem točno to storil, kar je Kurt Hazel napisal. Z vsem srcem sem si mislil, da lahko to probam. Potem sem se Satanu odrekel in potem sem se Bogu zahvalil za novo življenje. In potem sem rekel en stavek, potem kar sem rekel en stavek in sem rekel, ljubi Bog, ne vem, kdo si,
Ampak obljubim ti, da če mi boš pomagal, sem pripravljen do konca mojega življenja delati to, kar želiš. Nisem sploh imel pojma, kaj sem povedal, ampak iskren sem bil. Nisem nič vedel o Bibliji, kaj to vse pomeni, ampak bil sem iskren. V tem trenutku sem dobil mir v moje srce, ne znam ga opisati, tega se ne da pridigati, to se ne da. Vse je zginilo, vsa depresija, samo še svetloba, samo še čudovito. Sploh ne vem, kaj se je zgodilo z menoj. Samo še jokal sem, sploh nisem mogel stati. Vedel sem, da se je nekaj zgodilo v mojem možgani. Nekdo je vstopil v moje možgane. Danes vem, kaj se je zgodilo. Hebrejci 4:12. Njegova beseda je kot dvorezen meč, ki razčleni. In to se je zgodilo v moji glavi. Možganska operacija. Kar naenkrat sem bil svoboden. Nisem več imel potrebe po teh igrah na srečo. Do danes. Nikoli več. Bog je mogočen. On drži to, kar je obljubil. Imel sem mir. Ne vem, kako bo šlo naprej. Nisem niti vedel, kako bom plačal dolgove. Nič se mi ni sanjal. Ampak vedel pa sem, da Bog živi. In mir imam. To je najpomembnejše, kar boš v prihodnosti potreboval. In to iskreno mislim. Karkoli imaš, požvižgaj se na to. Če imaš Božji mir, si pripravljen za prihodnost. Jaz ne želim iti v prihodnost brez miru. In jaz imam mir. Imam včasih probleme. Ja, sem oče. Ni vse tako, kot hočemo, imamo drugačna mnenja, tudi s svojim partnerjem ali pa karkoli. Sem učitelj in to in uno in tam so problemi in preizkušnje. Ampak imam mir. Imam mir. In zato se veselim prihodnosti. Karkoli prihaja. Ne potrebujem tega psevdo miru. Vem, kaj je pravi mir. Doživel sem ga. In zato si želim tudi za vas, da ga ti doživiš. Jezus je rekel, jaz sem luč sveta. Kdor gre za menoj, ne bo hodil po temi, temveč bo imel luč življenja. Drugi korak. Prvi korak. Prosi ga, da je on tvoj gospodar. Prosi Boga za svetega duha in za modrost. On ti ga bo dal. To piše, da bo to storil. In vodil te bo v vso resnico. Ta mir, kar je tudi dar duha. Tretjič, vzami si čas in preučuj biblične prerokbe. Obvezno, nehaj gledati vse te prebuditvene pridige. To je dobro. Vem, da so tukaj ljudje, ki so preko tega prišli do vere. To ima svoj pomen. Ampak ne samo to. Samo tiste pridigari, ki prebujajo. Sam moraš preučevati. Sam moraš jesti ta kruh. Ne moraš se vedno pustiti, da te hranijo. Sam moraš iskati. Zaklad, ki je skrit na zemlji. Kako pride na svetlo? Da sedim in gledam, kako nekdo koplje, ampak da sam vzamem lopato in kopljem in potem vidim perlo, zaklad in vse prodam, kar imam, da bi samo še to zemljo kupil. To je to, kar potrebujemo in zato moramo sami preučevati. Sami potrebujemo prebojenje. Pridigari so že prebojeni, mi potrebujemo prebojenje. Četrtič, Biblijo preučuj kot Božjo besedo in prosi Boga za razumnost. On je to rekel, da bo na našem potu nas vodil. Petič, odloči se izpolnjevati Božje zapovedi in naredbe ter prosi ga za potrebno moč, ker brez njegove moči tega ne moramo storiti, ampak z njegovo močjo lahko gre. Modern evangelije, laž, ki pravi, da ne moreš držati zapovedi. To je laž, to ni res. In naj vam odpusti vse vaše grehe. Jezus je rekel v 1. Janez 1:9. Če pa prepoznavamo svoje grehe, je on zvest in pravičen, da nam koliko grehov odpusti? Vse naše grehe in nas očisti vse krivičnosti, nepravičnosti. Kakšna ponudba. O, da bi pazil na zapovedi moje, tedaj bi bil kakor reka mir tvoj in pravičnost tvoja kakor morsko valovje. Ne varujte tem pridigarjem, ki pravijo, da če se koncentriraš na zapovedi, boš dobil nemir. To je laž. Poslušnost prinaša mir. Ko veš, da si z Bogom na čistem, potem to prinaša mir. Greh ločuje in dela nemir, ampak poslušnost vodi k miru. O, da bi le poslušal
moje zapovedi. Kaj mislite pri tem? Pri meni pride takoj na misel Jezus na Oljski gori, ko gleda dol. Jeruzalem, da bi prepoznali, da bi vedeli, kaj vam služi za mir. Kaj bi jim pomagalo? Kaj bi Rimljane zadržalo nazaj? Da bi se spreobrnili in bi Božjo besedo držali. Zaključujemo tukaj. Jezus je prišel tudi v to zborovanje. Že od petka je bil na tem zborovanju tukaj. Poglejte, zakaj je prišel. Jaz sem zato rojen in zato sem prišel na svet, tudi na to zborovanje, da pričam za resnico. Vse, kar ste tukaj slišali, ni bilo ne od Franka, ne od Gabriela, ne od mene. To, kar smo tukaj povedali, in upam, da to vidite, kar smo vam pokazali v Bibliji, da je to resnica, Božja beseda. Kdor je iz resnice, bo slišal moj glas. Zato sem tako miren. Bog me je naučil, da se naj sprostim. Ti bodi samo ime priča. Jaz bom naredil vse ostalo. Danes vem, kdor stopi ven iz tega in kdor je iz resnice in kdor ljubi resnico, z drugimi besedami, bo slišal njegov glas. To vem. Jaz imam zelo globok mir v temu. Ali prihaja ura in je že sedaj, ko bodo pravi molilci molili Očeta v duhu in resnici. Saj Oče tudi išče takih, da bi ga molili. Bog je duh in kateri ga molijo, morajo moliti v duhu in resnici. Želim si, da bi to naši karizmatični prijatelji vse to razumeli. Da ni samo duh pomemben, ampak duh in resnica. Kdor pravi, spoznal sem ga, a ne drži zapovedi njegovih, je lažnik in v njem ni resnice. Ampak mi smo od Boga. Kako to vemo? Ker ljubimo resnico. Mi smo iz Boga. Kdor spozna Boga, posluša nas. Kdor ni iz Boga, nas ne posluša. Iz tega spoznavamo duha resnice in duha zmote. Sedaj bi vas rad povabil, ki ni od mene. Želim, da ne bi jaz tukaj sedel, ampak Jezus stal, ampak Jezus, da bi on zaključil to. To bi bila moja največja želja. Vem, da bi to on to bolje naredil. Veliko manj besed bi verjetno porabil kot jaz. To sem siguren za to. Ampak, če bi on tukaj stal, sedaj, v tem trenutku, potem bi tole rekel. Sem prepričan. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzamite nase moj jarem in učite se od mene, ker jaz sem od srca ponižen in krotak. Tako boste dobili mir za svojo dušo. Jaz sem pot, resnica in življenje, je rekel. Nihče ne, samo z menoj prijete k Očetu. To je obljuba. Ne vem niti, ko bomo danes tukaj kmalu končali z pesmijo in molitvijo, če se bomo še kdaj videli. Ne vem. Gremo po avtocesti domov in a bomo prišli domov. Kdo ve, kaj se bo z nami zgodilo v naslednjih dneh, tednih? Nihče ne ve. Ampak če slučajno karkoli se zgodi, če se tukaj nikoli več ne bomo videli in je bilo to morda zadnjič, ko se osebno vidimo, je to čudovito, kar tukaj piše, da se bomo lahko srečali pri drevesu življenja. To je naslednji kraj, kjer se bomo lahko srečali. Pri steklenem morju, ker bomo skupaj peli pesem in potem pri drevesu življenja. Blagorim, pravi Razodetje, blagorim, ki držijo njegove zapovedi, da bo njihova oblast, pravica, do drevesa življenja in da gredo skozi ta vrata v mesto. To je ozka pot, po kateri grem in potem pride pot v Jeruzalem, v nebeški Jeruzalem. Želim od tega drevesa jesti in tudi vsakega izmed vas želim tam srečati, tudi mojega sina, ki ima danes rojsten dan in meni ni doma. Želim si, da bi tudi on bil tam in tudi moji drugi sinovi. Želim tukaj zaključiti. Jezus prihaja in vedite, da je bo zelo kmalu. Ne bo več dolgo.
Znamenja časa nam to kažejo. Upam, da ste upogumljeni, zvignjeno glavo, da boste šli ven iz tega prostora in rekli, ja, pridi Jezus, pridi kmalu. Dajmo še moliti. Da Boga prosimo, da nas pripravi, da bi sprejeli njegov mir v srce, da bi sigurno lahko šli čez čas, ki je pred nami, skozi vse prevare, pa naj bo še tako lepe, da se tako slišijo, prevare, da bomo s pravim in resničnim mirom prišli do cilja. Pokleknimo. Oče, pokleknili smo pred tabo in želimo se ti iskreno zahvaliti, ker nihče izmed nas ne bi bil tukaj, če ne bi ti ne bi šel dodaten kilometer z nami, če ne bi nas počakal. Z nami se ukvarjaš, pa tako veliko krat smo te razočarali v življenju. Samo delo z našimi grehi, užalostili smo te, morda smo tudi druge zapeljali ali pa jih spodbudili v spanec. Gospod, hvala, ker si pripravljen nam odpustiti vse naše grehe in si pripravljen nam dati pravi mir, ki je više od vse razumnosti. Prosim te za nas, za vsi, ki imamo to željo v našem srcu. Naredi nas pripravljene, ko boš kmalu prišel z nebeškimi oblaki. Čuvaj nas pred odpadom, čuvaj nas pred tem, da bi pojedli tablete, ki danes tako sladko zvenijo. Pomagaj nam, da se vedno odločamo za resnico in ljubezen do resnice, ki jo dobimo po tvojem duhu. Da ne bomo zadovoljni z nič manj kot s polnino duha. Polnino duha, polnino tvoje ljubezni, življenja, polnino odpuščanja in seveda tudi popolne poslušnosti. Gospod, želimo te prositi, da vsakega blagosloviš, ki je tukaj bil, čeprav ga danes morda ni več, in ljudi, ki so v tem hotelu, ki tukaj delajo, da blagoslaviš tudi ta kraj, da bi tukaj v tem mestu Šverin se veliko ljudi spreobrnilo. Naj tvoja luč sveti, tako kot v Zadetju 18 piše, po celi zemlji. Podari nam tvoj mir in zahvaljujemo se ti, ker ga ti rad daš, ker si ravno zato prišel na ta svet, da bi dal pravi mir. Zahvaljujemo se ti in to delamo po Jezusu Kristusu, našem rešitelju, kateremu smo vse hvaležni. Slava in čast tebi, v Jezusovem imenu. Amen.